Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Tudi jaz sem vesel, da lahko prisostvujem temu simpoziju, je zelo veliko zanimivih stvari se že povedalo in rodilo verjetno tudi še veliko idej za naprej. Jaz sem takrat, ko smo snovali ta simpozij, začutil priložnost, da bi se malo ustavil ob Slomšku. In sicer zakaj? Ker ko sem ga pred leti zelo obdeloval v procesu za njegovo beatifikacijo, sem nekako občudoval njegov ekumenski eros. Torej, ko je papež Pij IX. 1848 ga spodbudil katoliško cerkev k ekumenskemu delu, je Slomšek to zagrabil, bi lahko rekli, z obema rokama in postal eden vodilnih ekumenskih delavcev, vsaj v Srednji Evropi, čeprav je eho tega nekako segal tudi preko Srednje Evrope. No in takrat vem, da sem si že postavil tako mimogrede vprašanje, kakšen je pa bil njegov odnos do drugih verstev. No in po tem simpoziju se mi je potem zdelo, da pa je tule ena priložnost, da lahko nekaj tega pogledam, pa tudi podelim z vami. Tako za Slomška vemo, da je živel od 1800 do 1862, njegov okvir, potem, da je kot škof deloval od leta 1846 do 62, in da je v Mariboru živel od 59 do 62, torej, ko je prenesel sedež škofije v Maribor, in takrat je gotovo naletel na takšne in drugačne sledove judovstva, bi lahko rekli. No, ko sem razmišljal, kako zastaviti stvar, sta me zanimali dve stvari. Ena stvar, kako se je z judovstvom soočal v svojem delu, oznanjevalnem delu, in drugo pa me je zelo zanimalo, ali je kdaj prišel v živi stik z Judi na področju svoje škofije, zlasti potem v Mariboru, in ali obstajajo kaki dokumenti, ki govorijo o tem živem stiku. No, nažalost nisem našel nobenega, vsaj zaenkrat še nobenega dokumenta, ki bi dokazoval, da je v kakem živem stiku s kakšnim Judom bil. Se je pa postavilo vprašanje, ali je takrat recimo v Mariboru živelo kaj Judov. In po neki intuiciji se mi je zdelo, da bi kakšen moral biti, vendar sva potem z gospodom Hajdinjakom najprej ugotavljala, da ne, da so šele v popisu leta 1871 se pojavilo je 6 Judov v Mariboru, no kasneje pa je gospod Hajdinjak odkril, da je tudi v popisu z leta 1857 bilo prav tako 6 Judov v Mariboru. Torej, vendarle so takrat v Mariboru živeli tudi Judje, vendar kljub temu nisem odkril nobenega dokumenta. Zato sem potem se omejil, da sem pogledal Slomškov odnos znotraj njegovega oznanjevanja, torej sem pogledal njegove pridige, in sicer, ker je njegov opus pridig izredno velik, sem se omejil na tiste, ki so natisnjene v knjižni obliki, medtem ko ne izdane njegove pridige sem samo preletel. In že na osnovi tega tako bolj ali manj sklepam, da bistvenih razlik ni zaznati v izdanih in neizdanih pridigah glede njegovega odnosa do Judov. No, takole sem si zamislil, da bi najprej pokazal pozitivno vrednotenje Judov, kot jih prepoznamo v Slomškovih pridigah, in potem nekaj kritičnih poudarkov, ki jih najdemo pri Slomšku. No, prvo takšni poudarek, lahko rečem, je ta, da je nekako največjo odliko judovskega naroda Slomšek prepoznal v njegovi izvoljenosti
in v posebni skrbi, ki jo je Bog namenjal temu narodu. To je večkrat v svojih pridigah poskušal povedati. To pozitivno vlogo je tako videl v tem, da je prej bilo človeštvo kot pravi, grozni temi nevednosti in v hudobije strašnem mraku. Pred Izraelci, tako jih razume, ko jih je Bog poklical, pa je bil tak prvi žarek, božji žarek v ta poganski svet, ki je posvetil v njega in se je potem dopolnil v novi zavezi s Kristusom. Slomšek to izvoljenost izpostavi še z nekim poudarkom, da se je Bog Izraelcem približal na poseben način. Pravi, recimo tako en tak njegov navedek, izraelskemu izvoljenemu ljudstvu se je Bog še bolj razodel, spoznali so bolj in bolj svojega Boga in očakali po obljubah svojega izveličarja, začelo se jim je daniti, jutrna zarja prave vire se jim je že bližala, svitalo se jim je. Ti Slomškovi opisi o izvoljenosti in celo univerzalnosti judovskega poslanstva judovskega naroda so zelo slikoviti. Naprimer pravi, Bog je iz vseh narodov izvolil žlahto Abrahama, pravičnega moža, in mu ponovil obljubo poslati izveličarja. V posebno čast, bi lahko rekel, šteje Slomšek Izraelcem dejstvo, da so bili kljub odklonom sposobni vedno znova poslušati poslance, čeprav so jih tudi zavračali, ki jim jih je Bog pošiljal, in jim slediti in se tako vrniti nazaj na Jahvejevo pot. Tako je ta en tak zelo pozitiven poudarek, ki daje eno univerzalno vrednost izraelskemu narodu v ekonomiji odrešenja. Drugi takšen poudarek je, Slomšek nekako poudari verski in teološki pomen Judov, in sicer v viziji celotnega božjega odrešenskega načrta. In sicer pravi, da je starozavezna vera bila varuška in rejnica, ker je varovala človeški rod pred možnostjo pogubljenja in ga pripravljala na odličen božji poseg potem v Jezusu Kristusu. Takole pravi, tako je bila judovska vera le varučka za nas. Njene težavne postave bile so nam oskrbnice, ki so nas varovale pogubljenja. Bili smo ne drugačko sužni in ohlapci vire prejnjega sveta, torej poganskega sveta. Ta preseg, bi lahko rekli, poganskih narodov vključi tudi slovanske poganske prednike in s tem izpostavi nekako aktualnost te poti odrešenja, ki jo vidimo v izraelskem narodu in morajo pravzaprav vsi narodi, tako sklepa, nekako preživeti, prehoditi to pot. Naslednji pozitivni poudarek je, ki ga zelo občutljivo Slomšek izpostavi, da je del judovskega naroda, čeprav kdaj majhen, vedno ostal zvest svojemu Bogu. Torej vzpostavi zvestobo izraelskega naroda, judovskega naroda, tej prvotni poklicanosti. Kljub temu, da kdaj tudi večina skrene s te poti. Zvestoba je v odnosu z Bogom zelo visoko cenjena pri Slomšku in pravi, judovsko vero Slomšek primerja z mrakom v odnosu do belega dne krščanske vere. Tukaj lahko zaznamo, da ne vidi nekega nasprotja, ampak da pravzaprav vidi neko kontinuiteto, ker iz mraka sledi dan. Vsekakor je tako pozitiven poudarek glede judovske vere za Slomškov čas, bi lahko rekli, prej izjema kot neko pravilo. Ne pozabimo, da smo sredi 19. stoletja. Na to
izpostavi na mnogih mestih Slomšek vlogo Izraelcev in njihovega verskega življenja kot predpodobo novozaveznih resničnosti. Morda samo en primer izpostavi recimo pomen starozaveznih spravnih obredov, v katerih prepozna tudi ob Pavlovih besedah senco, on pravi, senco in prispodobo novozavezne sprave. Takole recimo se glasi en njegov stavek: ta šega judovske sprave bila je gola senca in pa prispodoba sprave novega zakona, katero je Kristus, odrešenik sveta, za nas opravil, in od te sprave Kristusove sveti Pavel govori in potem nadaljuje s Pavlom. Ob Abrahamu Slomšek pripiše simbolni pomen recimo tudi njegovi ženi Sari, ker je njena nadnaravna rodovitnost, pravi, prerokba rodovitnosti cerkve. Kot zopet en tak pozitiven lik, ki ga naobrne potem na novo zavezo. Naslednja pozitivna vloga, ki jo prepozna Slomšek pri Judih, je, da poudari zasluge posameznih očakov, osebnosti torej v stari zavezi, ki so ponos judovskega ljudstva. Izpostavi očaka Abrahama, Davida in tako naprej. No in še kot zadnji poudarek v tem pozitivnem delu, Jude nekako uporabi tudi v novozaveznem oznanjevanju. Pravi, že Kristus uporabi Jude, s pomočjo Judov pokaže na neke nove vidike, potem, da imajo kljub temu, da niso Kristusa sprejeli nenadomestljivo vlogo tudi pri prvem sprejetju razodetja v Kristusu, saj pravi, da so prvi sledilci Kristusa bili Judje in konec koncev tudi Marija in Jožef sta pripadala judovskemu narodu, tako da v tej liniji nekako vidi to povezavo tudi med staro in novo zavezo v zelo tesnem pomenu besede. Če preletimo še nekaj kritičnih vrednotenj Judov, ki jih najdemo pri Slomšku, no, nekako Slomšek pokaže na držo neke prevzetne ošabnosti, ki so jo Judje gojili v prepričanju, da jim Božja posebna izvolitev enostavno pripada, ne glede na njihovo življenje. To je nekako izpostavil nekajkrat. Judje so ošabno mislili, da imajo do ljubezni in od dobrote Božje posebno pravico in da jih Bog za del obljub, ki so bile njih starejšim dane, zavreči ne more. Torej ta neka vzvišenost, tako jo prepoznava. Slomšek označi Jude in pogane kot sužnje pregrehe in zmot, zlasti takrat, ko Jude pokaže kot tiste, ki niso sledili Jahveju. Vendar Slomšek kritično izpostavi, praktično bi lahko rekli, odnos do izraelskega naroda v duhu nove zaveze. Tam, kjer že nova zaveza sama izpostavi nekako kritično noto do Izraelcev, to tudi na nek način izpostavi in temu sledi. Naslednji je nekaka opaska, ki jo da, pravi, da so Izraelci odpadli od zaveze, celo pozabili so na zavezo z Jahvejem, in to je gotovo nekaj, kar je nekako negativno vplivalo na celoten razvoj tudi izraelskega naroda. Slomšek prepozna tudi občasno versko zaslepljenost pri Judih. To je takrat, ko jim že stara zaveza sama oziroma preroki očitajo malikovalstvo, tako izpostavi. No, čeprav so kot izvoljeno ljudstvo imeli enkratno priložnost poglabljati svoje poznanje Jahveja
jih je prav prevzetnost, pravi Slomšek, vodila do poplitvenja odnosa z živim Bogom. Kot tretjo tako značilnost pravi nekako slikovito prispodobo prebujanja in zaspanosti ob jutranjem svitanju. Slomšek izrazi stanje nepripravljenosti Judov sprejeti Kristusa. Takole nekaj besed njegovih, da slišimo. Ljudem je začelo svitati, ali kakor so ob sviti zanikarni ljudje še enkrat slajši zadremajo in nad tistim hudujejo, ki jih iz sladkih sanj drami, tako se je Judam in Ohajdam nad Mesijasa sanjalo, ko je že med njimi bil. Še niso bili pripravljeni njega sprejeti, da so ga ravno že 4000 let čakali. Duhu novozaveznih spisov Slomšek uporabi tudi nekatere trde in negativne izraze za tiste skupine znotraj judovstva, ki so bile očitno nasprotne Jezusovemu delovanju. To ni nekaj posebnega, ampak nekako vzame iz Nove zaveze. Tako farizeje imenuje hinavci, malopridni svetohlinci jih imenuje tudi prevzetne, medtem ko pismouke pa imenuje napuhnjeni pismuki. Glede na Novo zavezo Slomšek označi Jude za neverne, to je tudi ena taka kar močna sodba, seveda vedno gledajoč na Kristusa. To nasprotovanje so Judje nadaljevali, to nasprotovanje Kristusu, vidi Slomšek, da so nadaljevali tudi potem v odnosu do kristjanov. Zlasti ob Štefanu to pokaže, ob Pavlovih pismih, ko jih komentira. V duhu časa, v katerem je Slomšek deloval, je Jude večkrat praktično enačil z nevernimi poganskimi ljudstvi. Pravi, v takim mraki so živeli in še živijo neverni Judje in Ohajdje. Oni v žalostni senci smrti sedijo, ker ljube luči pravega spoznanja Božjega nimajo. V ozadju se nekako čuti celo misel, da so Judje v slabšem položaju od poganov, ker so imeli možnost sprejeti razodetje odrešenika, pa so ga zavrnili. No, ob vsem tem lahko vendarle rečem, da je treba poudariti, da te kritike zadržanja Judov do Kristusa Slomšek nikoli ne izostri v obsojanje Izraelcev ali za gojenje nekega negativnega, sovražnega odnosa do njih, kot je drugače v katoliški literaturi kar pogosto bilo srečati v njegovem času. Ampak on dosledno takšne opaske, negativne opredelitve vzame kot svarilo vsem, katerim on govori, se pravi katoličanom, ki jim govori, kristjanom, da ne bi na nek način podobno zakrknili svoje srce, kakor so Judje zakrknili pred Kristusom, ko je prišel. No, v njegovih pridigah najdemo tudi neko napetost med Judi in kristjani, ki ostaja potem prisotna vse do njegovih dni, neko nadaljevanje neke napetosti, ki je nastala na nek način že pri Abrahamovih 2 sinovih. In zanimivo, on vzame primer, da je Izak na nek način predpodoba cerkve, medtem ko Izmael predpodoba Judov, ki niso sprejeli Kristusa. Recimo eno tako izpeljavo naredi, kot zanimivost morda. Slomšek med glavnimi vzroki za judovsko zavračanje kristjanov navaja njihovo trdovratnost in nevoščljivost v odnosu do Jezusovega uspeha pri ljudeh. Nekako pokaže tudi na njihovo prevzetnost, recimo. In še zadnja ta značilnost je, ko pokaže na napetost med kristjani iz judovstva in kristjani iz poganstva.
tukaj ob Pavlu se večkrat ustavi in kristjane iz judovstva imenuje judovski velikoustniki, ki so nekako ostali ujeti v judovsko okostenelost, čeprav že kristjani. No, toliko morda nekaj poudarkov iz teh značilnosti o Judih, kot jih je Slomšek izrazil v svojih pismih. Zdaj čas, vidim, da bi se je že iztekel, drugače je moje delo tudi že objavljeno. Nekako, če bi čisto preprosto izrazil neko sklepno misel, je ta, da ko sem primerjal to z idejami drugega Vatikanskega koncila v Nostra Aetate, pa tudi v izjavi biblične komisije, Papeške biblične komisije 2005, ko je izdala dokument, lahko mirne duše rečem, da je Slomšek v tem gledanju na Jude bil večinoma pravzaprav na liniji drugega Vatikanskega koncila in celo te izjave biblične, Papeške biblične komisije. Tako bi lahko rekel, da kot sem tam videl, da je glede ekumenizma bil že 100 let dejansko pred drugim Vatikanskim koncilom, skoraj na liniji drugega Vatikanskega koncila, bi lahko rekli, da tudi v odnosu do Judov najdemo kar veliko značilnosti, ki jih najdemo potem tudi v Nostra Aetate. Tako, hvala lepa za pozornost.